Radiovedni. Zapiram loputko, pa greva v dih. Jaz sem Nik Škrlec in sem radioveden. Če ste vi tudi, ostanite z mano. Čakaj, kaj? Preoblekel sem se v svoje najboljše kopalke, vzel sem masko. Kaj mislite, da se bo zgodilo? Imate še majčken časa? Profesor je imel prav. Radijska lupa, polna glava, sama vprašanja. To so radiovedni. Živijo radiovedna ušesa. Upam, da praznična glasba za vas ni preglasna in da si boste konec leta privoščili po svoje. V radiovednem uredništvu se že pripravljamo na silvestrovanje, vmes pa ves čas budno spremljamo naš nabiralnik. Tokrat se je v njem znašlo tako zagonetno vprašanje, da smo v hipu odložili kekse in odhiteli na teren iskati odgovore. Tristana zanima tole. Zakaj kruh, ki je mehek, po dostim časom rata trd in piškoti, ki so trdi, po dolgem času ratajo mehki? In takoj, ko sem slišal to uganko, je začela zanimati tudi mene. Kako je možno, da se zgodi ravno obraten proces in zakaj se ne bi kruh in keksi med seboj dogovorili za menjavo? Naj se kruh mehča, keksi pa otrdijo. Da naša uganka ne razvodeni, smo odhiteli do Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, kjer nas je že na hodnikih začaral vonj po pecivu in kruhu. Lepo pozdravljeni, Petra. En lep pozdrav. Sprejela nas je Petra Mole, učiteljica strokovnih predmetov z področja živilstva. A nam lahko najprej poveste, kaj sploh so piškoti in kaj je kruh z vaše perspektive? Kruh in piškoti so oboji narejeni iz testa, s to razliko, da pri kruhu uporabljamo kvašeno testo, kjer so osnovne surovine moka, voda, kvas in sol, za razliko od piškotov. Piškoti pa so narejeni iz krhkega testa, kjer so druge sestavine, in sicer piškoti so izdelani iz moke, maščobe, sladkorja in pa jajc. Jaz si delam zapiske. Očitno je pomembna razlika med krhkim in kvašenim testom. Kruh delamo iz kvašenega testa. Če ste ga že kdaj mesili, potem veste, da sta moka in voda ključni sestavini. Ampak če bi v času izdelave kvašenega testa uporabili še radiovedno lupo in pogledali v moko, bi tam našli škrob. Zaradi vode ta nabreka in to se ustavi šele, ko kruh pečemo. S tem tudi spremenimo strukturo škroba, nas pa najbolj zanima, kaj se zgodi potem. V času shranjevanja, ko mi kruh v končni fazi tudi staramo, začne iz tega škroba, ki je v času izdelave in toplotne obdelave vezal vodo izgublja in posledično zaradi tega kruh postane suh in drobljiv. Aha! Torej se kruh strdi, ker škrob izgublja vodo, ki jo je pridobil v času delanja testa in pečenja. Petra nam je celo pripravila eno primerjavo. Svež kruh in štruca, ki je 4 dni počivala in izgubljala vodo, kot smo se zdaj naučili. A ste slišali? Vonjate najbrž ne, ampak diši tudi zelo lepo. To je torej svež kruh, vidim, da je mehek, diši zelo dobro in ja, pojedel ga bom zdaj za zajtrk. Kaj pa starejši kruh? Meni so se cedile sline in zdelo se mi je, da se lahko soočim tudi s staranim primerkom. Saj 4 dni star kruh še ni tako trd. Aha, vidim še nekaj belih lis, če potipam, površino je pa res zdaj že cela suha in trda. Ja, klasičen star kruh. Ampak, ko sem ga gledal, sem vseeno dobil še eno idejo. Petra me je takoj prebrala. Ne boste pojedli? Poskusil bom, žrtvoval se bom za znanost. Tudi to bi šlo. To bi v moji domači kuhinji šlo. 4 dni star kruh. Nič, ni panike. Namazal bi ga s kakim premazom, pa mogoče bi vmes pil malo vode, ker ja, je pa kar suh. Če vi nimate takih raziskovalnih teženj, brez skrbi. Star kruh lahko spremenite tudi v drobtine, če nima semen, lahko postane krma za kakšne živali, ki lahko jedo star kruh, ali pa naredite kruhove cmoke. Ni pa čisto nič narobe, če ga pojeste. Moji starši včasih so govorili, kadar smo imeli suh kruh na razpolago, edini kruh, ki je bil še takrat doma, da je to zdrav kruh. Kot otrok tega seveda nikoli nisi razumel, ker ga nisi mogel veliko pojesti, ampak potem z leti ugotoviš, da če je star kruh, ga tudi ne boš toliko količinsko pojedel kot nekega svežega kruha. Kaj pa lahko naredimo za to, da upočasnimo sušenje kruha? Tukaj bi jaz najbolj priporočala, da v neki embalaži, ki je prepustna, torej v neki papirnati embalaži ali embalaži, ki je iz blaga,
snega in ustrezna temperatura, to pa je 20 stopinj Celzija. A če bi torej kruh takoj po peki zaprl neprodušno zaprto plastično vrečko, a bi potem začela ta vrečka se znojiti, se pravi, a bi videli vodo, ki uhaja iz kruha? Tako je, zaznali bi to kondenzacijo. In ta kondenzacija oziroma uparjena voda, tekoča voda bi povzročila zelo hiter rast mikroorganizmov in to so plesni. Kruh smo obdelali. Vemo, da ga shranjujemo v prepustni embalaži pri nekje 20 stopinjah Celzija in da ga ne moremo plemenito plesniti. Kaj pa keksi? Piškoti pa so narejeni iz krhkega testa, kjer so druge sestavine in sicer piškoti so izdelani iz moke, maščobe, sladkorja in pa jajc. To pomeni, da že v osnovi tako testo zelo malo vode vsebuje in posledično zaradi tega ne pride do popolnega nabrekanja samega škroba in kasneje tudi ta škrob ne more veliko vode od sebe izpustiti. Je pa eno dejstvo tukaj pri piškotih, da vsebuje zelo veliko sladkorja. Sladkor ima lastnosti, ki jim pravimo higroskopične lastnosti, to pomeni, da nase zelo rad veže vlago. In v času shranjevanja je ta sladkor bistveno bolj podvržen vezanju vlage iz okolice in ob neprimernemu shranjevanju samih piškotov se piškoti zaradi tega mehčajo. Kaj pa bi bilo primerno shranjevanje piškotov? Primerno shranjevanje piškotov priporočala bi, da jih shranjujemo v neki neprodušni posodi, to pomeni, da onemogočimo dostop vlage iz okolice in na sobni temperaturi. Če smo praznični, sem za konec moral preveriti še, kaj je potica. Zame je to hibrid med keksi in kruhom, ni ne eno ne drugo, ampak Petra me je podučila drugače. Potica je isto kot kruh narejena iz kvašenega testa, vendar pri tem pravimo, da je izboljšanega kvašenega testa, ker v kvašeno testo, poleg tistih surovin, ki sem jih malo prej omenila, dodajamo tudi maščobo. Maščoba pa je tista surovina, ki upočasnjuje izločanje vode iz samega kvašenega testa. Poleg tega pri potici je prisoten tudi nadev, ki vsebuje kar nekaj vode in tudi maščobe, kar v končni fazi pri senzoričnih lastnostih oziroma pri samemu okusu, teksturi omogoča neko sočnost. V redu, razumem. Samo še eno dilemo imam. Kaj potem naj nastavim dedku Mrazu, ki pride vsak čas? Kaj je bolje? Kaj ga bo pričakalo v boljšem stanju? A naj bodo to piškoti? A naj bo to potica? A mu nastavim kos kruha? Kaj mislite? Seveda, bi bil dedek Mraz zelo vesel tudi, če bi bila potica, ampak tukaj menim, da je iz praktičnega razloga bistveno bolj smiselno, da piškoti, ker piškoti v tistem času, ko bojo čakali na dedka Mraza, se ne bojo izsušili, ne bojo vezali toliko hitro vlage, zato bo dedek Mraz bistveno bolj vesel, če piškote dobi kot potico, ki bo v tem času, ko bo čakala na njega, se izsušila. Sprejmem predlog, pa še v nepredušno embalažo jih bom shranil, ker... No, saj veste zakaj, če ste nas poslušali. Tristan, hvala za enkratno vprašanje, vam pa hvala, da ste bili z nami. V novem letu vam želimo ogromno radovednosti in čim več kvašenja testa, ne pa neumnosti. Ostanite zvedavi, če se vam porodi kakšno vprašanje, pa ga le pošljite v naše nabiralnike. Ti so odprti tudi čez praznike, mi pa jih pogledamo, ko se vrnemo. Srečno novo leto! Kakšna sreča, da smo tukaj. Radiovedni z Nikom.